Nadzorne kamere so ena tistih naprav, ki jih verjetno ne potrebujemo vsi. Ampak, ko jih enkrat imamo, si rečemo, zakaj tega nisem nabavil že prej? Garaža, vikendica, skladišče, hiša ali pa sam prostor, kjer skrivaš svoje neprecenljive Lego kocke, je nadzor ključnega pomena. In ker ne potrebujemo vsi sistema, ki stane več kot nova grafična kartica, obstajajo tudi rešitve, ki ne bojo spravljali tudi žene ob živce. Kot recimo tale kamera za okrog 60 €. Par mesecev nazaj smo preselili studio in zato mi je D-Link poslal njihovo kamero z zelo zvenečim imenom DCS8302LH, da jo uporabimo na novi lokaciji. V škatli dobimo papirologijo, zelo dolg napajalni kabel, okrog 7 metrov, tako da preklop na elektriko ne bi smel biti težaven. Potem je tu naprava sama ter pripomočki za montažo na steno ali strop. Kamera se povezuje preko Wi-Fi ali UTP kabla. Žal ne podpira PoE napajanje preko kabla, tako da bo napajalni kabel nepogrešljiv spremljevalec. Ampak glede na cenovni razred je to povsem razumljivo. Setup kamere je enostaven. Naložimo My D-Link aplikacijo, poskeniramo QR kodo na napravi in čez par sekund je kamera online. Potem je bila potrebna posodobitev firmwarea, ki je trajala par minut, tako da si takrat lahko vzamete čas in se vmes naročite na moj kanal in napišete spodaj v komentar, če vi uporabljate kako nadzorno napravo. Kamera snema v Full HD resoluciji 1080p, ponuja tudi nočno snemanje, v čisti temi vidi do 5 metrov razdalje. Ima vgrajen mikrofon in zvočnik, preko katerega lahko poštarju sporočite, kar pusti pošto pred vrati. Vgrajeno ima tudi sireno oziroma alarm, ki s svojimi 95 decibeli prestraši vsiljivce in opozori okolico, da se pri vas dogaja nekaj sumljivega. Snema lahko na microSD kartico. Podpira kartice do velikosti 256 GB. Lahko snema tudi na njihov cloud, kateri je prvo leto zastonj. Po enem letu pa lahko zakupite njihove pakete, ki stanejo od 1 € pa tja do 22 € na mesec. Če imate pa doma postavljen NAS server, lahko preko OnVIF protokola snemate direktno nanj. Če uporabite sledečo možnost, se vam upravljanje kamere preko aplikacije onemogoči, saj takrat napravo rihtate preko NAS portala. Fino je, da D-Link nudite opcije za snemanje na lastni server ali kartico, kar pomeni, da so vaši podatki varni pri vas doma in ne nekje v oblaku. Aplikacija My D-Link je enostavna za uporabo. Naštimaš lahko cono, ki ne zazna premikanje, kar je dobro, če imaš recimo ob dvorišču cesto in nočeš, da ti javlja vsak premik na ulici. Kamera ima 135-stopinjski kod snemanja. Lahko določiš, da vklopi snemanje ob vsakem premiku ali zvoku, ali pa da AI zazna osebo v prostoru. V tem primeru se snemanje ne sproži, če na dvorišče recimo pride sosedova mačka ali pa pes. Ko kamera zazna premikanje, ti takoj pošlje obvestilo na telefon. Kamera je vodoodporna, ampak če jo montiraš zunaj, mora biti vseeno pod nadstreškom in pokonci, da je dež ne zaliva direktno. Pri D-Linku so se res potrudili in imajo za vse funkcije video navodila v aplikaciji sami, tako da je res poskrbljeno za čim bolj enostavno uporabo. Kot je recimo uporaba gumba Naroči se, tukaj spodaj na YouTubu. Enostavno klikneš nanj in to je to. Če pa zraven klikneš še na like, pa še toliko bolje. V glavnem, to je to, mi pa se vidimo naslednjič. Čau!